Vojska že vrsto let sodeluje z organizacijskim komitejem Planica. Slovenska vojska zagotavlja sredstva Zveza organizacijski komite, zagotavlja terensko bolnico in helikopter dežurni za morebitni prevoz ponesrečenih oziroma poškodovanih tekmovalcev. Vzajemnost je velika, namreč organizacijski komite Slovenske vojske zagotavlja določeno število brezplačnih vstopnic. Tukaj imamo tudi svoje mesto za predstavitev poklica slovenskega vojaka. Sedaj smo tudi letos prisotni na osrednjem slovenskem športnem prazniku na smučarskih poletih v Planici. Prava za obrambo Kranj predstavlja oblike sodelovanja s Slovensko vojsko. Med mladimi je veliko zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka, zelo se zanimajo za vojaški poklic, dobili pa smo tudi že veliko vprašanj o taboru Mors in mladi. Sem tukaj zdaj na skokih v Planici in me zelo zanima tudi vojska. Prišel sem malo pogledati pa to. Me zanima in se bom mogoče udeležil tabora Mors za mlade. Tukaj sem v sodelovanju v Planici, v sodelovanju z UO Kranjem, kjer predstavljam opremo in oborožitev 122. vojskega bataljona, katerega uporabljamo pri samem usposabljanju naše enote. Ne smem povedati. Imaš odspod in potem s pomočjo tega, to je lokal take naslednje, če imaš eden, to je... Ne, več nam napisal razpravljati. Pomagamo pri promociji Slovenske vojske tu v Planici, predstavljamo lahko izvidniško vozilo Liv Kobra. Smo z nalogo, da zagotovimo nujno zdravstveno pomoč vsem udeležencem, obiskovalcem Planice. Sodelujemo z bolnico Jesenice in hujše poškodbe takoj evakuiramo v bolnico. Trenutno zaenkrat nimamo nobenega dela in upam, da tako tudi ostane. Za hujše poškodbe tudi alarmiramo helikopter Slovenske vojske, ki je vedno pripravljen. Nahajamo se v helikopterju Cougar, ki je namenjen za sekundarni transport in evakuacijo pacienta. Tukaj smo v Planici v sodelovanju zdravniki iz civilne sfere, kateri so tle odgovorni za vse tekmovalce in za vse civile. Imamo pa najboljši helikopter, ki je namenjen prav sekundarnim transportom, torej intenzivnim bolnikom z vso opremo, za dovolj prostora, ki ga ima zdaj Slovenska vojska. Kot vidite, tlele so vse aparature, ki jih rabimo za monitoring takega bolnika, obenem pa dovolj prostora za celotno zdravstveno ekipo, da lahko oskrbuje tudi med transportom eventualnega bolnika. Tako da se zahvaljujemo Slovenski vojski, da nam je omogočila res dobro opremo in da imamo možnost uporabljati.